Drugi razlog, zakaj nastane strah pri ljudeh, so drugi ljudje. Strahu se ponavadi naučimo od drugih ljudi. To je dejstvo. Mi strahu ne ustvarjamo sami v glavi, ampak skoraj večino strahov, ki jih imamo ljudje v življenju, se naučimo od drugih ljudi. In strah je mentalni program, to je sam mentalni software, ki ga okolica v nekem trenutku začne sidrati vate in te programirati v skladu z njim. To se pravi, ti se znajdeš v nekem okolju, tam so neki ljudje, ki imajo neke strahove in ti ljudje začnejo govoriti o teh strahovih in jih izražati na takšen ali drugačen način. In ker si ti tam, začnejo ti strahovi, ti mentalni strahovi, programi o strahovih, prehajati v tvojo psiho, v tvojo zavest in se začnejo počasi nalagati vate. Strahovi so v največji meri prenešeni na človeka iz človeka. To se pravi iz ljudi, s katerimi je ta človek obdan. In ponovadi so kdo to? To so tvoja primarna družina, tvoji starši, babice, dedki, šola, v katero si hodila. Tam so bile neke trošice, neki profesori, ki so z nekimi svojimi percepcijami v bistvu programirali tebe. Mediji so eden izmed najmočnejših vplivov oziroma virov strahu na tem svetu. Se kar poglej malo poročila. Prižgi televizijo, poglej novice in ugotoviš, da je večino novic govori o strahu. O strahu pred tujci, o strahu pred gospodarsko krizo, o strahu pred boleznijo, o strahu pred virusom, o strahu pred prihodnostjo, o strahu pred nečim, kar pač ne razumeš. In vlade mnogokrat uporabljajo strah kot orodje, zato da lahko svojo politiko udejanjajo, zato da lahko prebivalstvo usmerjajo. To se pravi, strahovi so res velikokrat orodje ljudi okoli nas, ki ga predajo na nas, s katerim pač nas programirajo. In ponovadi se začne programiranje že takoj, ko se otrok rodi. To se pravi, tisti trenutek, ko si se rodila, se je začelo programiranje strahov ljudi, ki so bili okoli tebe, nate. Ponovadi se začnejo, prvi strahovi, ki jih imamo ljudje, se začnejo pri naših starših. Če imamo strah kače so tak popularen strah na tem svetu, če imamo strah kač, bo najverjetneje otroka naučila, da ga mora biti strah kač. Če je očeta strah neuspeha, bo najverjetneje ta strah preko vzgoje prenesel na svoje otroke in bo tudi otroci v nekem trenutku imeli program strahu pred neuspehom v življenju. In starši začnejo v bistvu prek svoje vzgoje na nek posreden način, pa ne načrtno, saj večina staršev ni slabih in tega ne delajo načrtno, ampak na nezaveden način to naredijo, na svoje otroke prenašati svoje strahove. Zdaj pa glej, človek se od okolice preko procesa socializacije vsega nauči. Človeško bitje se uči na tak način, da ko pride v neko družbo, gleda, kaj ljudje delajo, opazuje, kaj ljudje delajo, kakšne so navade, kakšen je način delovanja in potem to skopira. Na tak način se ljudje učimo vse. Jezika, kuhanja, vožnje avtov, risanja, večina stvari se ljudje učimo na ta način. In strahov, seveda. In čustvovanja in vseh ostalih občutkov, ne samo strahov, ampak tudi vseh ostalih občutkov se ljudje naučimo, ker se naučimo vrednot. Naučimo se, kaj je prav in kaj ni prav in potem na podlagi tega ljudje oblikujemo občutke. In če nam nekdo reče, ni prav, kača ni prav, se potem začnemo avtomatsko bati te živali. Ker če nam nekdo reče, tega ne smeš, zaradi tega, ker je nekdo umrl, se začnemo avtomatsko bati te izkušnje, ob kateri je nekdo v preteklosti umrl. In na tak način v bistvu mi zasidramo v svojo podzavest, globoke nivoje svoje zavesti strahove. Človek pa začne ponavadi svojo glavo razmišljati šele v najstništvu. Zdaj sem dal to tako zelo ambiciozno obdobje, nekateri razmišljajo svojo glavo šele kasneje, nekateri nikoli, ampak rečemo, da v najstništvu. In človek šele takrat začne realno ugotavljati, kateri strahovi so njegovi in kateri so v bistvu nesmiselni. Ker lahko, nek najstnik pri 15 letih ugotovi pa, da nima istih strahov, kot jih imajo njegovi starši. Da pa v bistvu ni za njega ista resnica, kot velja za njegove starše. Samo pri mnogih ljudeh se zgodi žal, da so toliko dolg časa podvrženi programiranju strahov, da se jih potem res težko znebijo, da res težko izstopijo
iz teh strahov in potem mnogi ljudje kar na nek podzavesten način prilagodijo svoje življenje strahovom, tem strahovom, ki so se jih naučili od svojih staršev. In človek ponavadi prepozno začne razmišljati svojo glavo. Zaradi tega imajo potem že tudi naučene in prenesene strahove v sebi. Če pogledaš mogoče kakšne družine, kakšne družinske linije, opaziš, da imajo različne generacije v neki družini isti strah. Da imajo babice pa detke nek strah, ki so ga prenesli na svoje otroke, to se pravi na očeta pa mama in oče pa mama sta pa to prenesli na svoje otroke, na vnuke in vnukinje. In ima kar cel družinski rod ima neko prepričanje, nek strah. Ne? Na tak način se ustvarjajo družinske vzorce in na isti način se širijo strahovi v neki familiji naprej. Ne? In na tej točki že mnogi ljudje, to se pravi v najstništvu, že mnogi ljudje sprejmejo svoje čustva in dejstvo. Mnogi ljudje sprejmejo svoje čustva kot dejstvo, tako pač je, tako pač čutim in nikoli se mnogi ne trudijo spremeniti neustreznih čustev, ampak jih enostavno sprejmejo in gojijo. In zdaj človeški je na ta način narejen. Če sprejme neko stvar zase, kot svojo resnico, potem začne v dnevnem življenju non-stop iskati dokaze za to resnico, potrjevati svoj izbor. Ne? Če verjame, da je nekaj prav za njega, kar v bistvu pokaže s tem, ker je to stvar sprejel, potem na dnevni ravni išče dokaze, da se je prav odločil in non-stop potrjuje ta strah. Zato mnogokrat ljudje, ki se nečesa bojijo, jih njihov lasten non-stop spravlja v situacije, v katerih so non-stop v stiku s tem strahom, zato da jim dokaže, da imajo prav. Je tak zelo zanimiv sistem in če imaš ti nek strah, ti bo non-stop hotel potrjevati, da si se prav odločila. Zato nekoga, ki ga naprimer strah nečesa, se bo skozi znašel v nekih okoliščinah, kjer bo se mu potrjevalo, da je ta strah za njega resničen. To dela v bistvu del našega uma. In zato ima neka družba, v kateri živiš, skupne strahove. Če tako pogledaš družbo, državo, celo ugotoviš, da ima kar ljudje kolektivno neke strahove. Naprimer, znani slovenski strahovi so strahovi pred tujci. Slovenija je taka zelo tradicionalna država, se ne moramo zameriti, zaradi tega, ker živimo v Evropi, ki je tudi zelo tradicionalna celina in potem mnogokrat, ko pridejo neki tujci, Azijci, neka druga rasa, azijska rasa ali pa črnci, črna rasa ali pa neki ljudje, ki so že vizualno mogoče malo drugačni od Evropejcev, se Slovenci kar nazaj potegnejo. In pa ugotoviš avtomatsko, da imajo strah pred neznanim, da imajo strah pred drugimi ljudmi, ki ne zgleda na prvi pogled tako kot oni. Ali pa ena taka, naprimer, kolektivni strah v svetu je terorizem. Ljudi je strah terorizma, ampak največji hec je, da je ljudi strah terorizma tudi v državah, v katerih ga ni. Zakaj pa je ljudi strah terorizma? Je zaradi tega, ker so jih mediji sprogramirali, da jih mora biti strah terorizma. Potem v Sloveniji, naprimer, je tudi taka stvar zelo pogosta, da je ljudi strah muslimanov. Zaradi tega, ker je to neka primarno krščanska država in potem, ko pride neke druge vere, in tukaj je naprimer muslimanska vera zelo pogosta, je ljudi strah, da se jim bo zgodilo kaj slabega, zaradi tega, ker je prišla neka druga veroizpoved, ki pa mogoče ne razumejo ali pa niso nikoli poskušali razumeti in jih je avtomatsko strah. Ljudi je strah tudi recesije, pa rasizma, pa ne vem česa vse. Tako da poglej, vidiš, da v neki državi so neki strahovi kolektivni. Kar vse je strah nekega strahu, oziroma kar pol države se nečesa boji avtomatsko, samo zaradi tega, ker so v tem okolju. To se pravi, živimo v družbi, ki je polna strahov. Dejstvo, moderna družba je polna strahov, kamorkoli pogledaš, vidiš neko širjenje strahov in povsod te nekdo poskuša zastrašiti. Žal so mnogi mediji, kot sem že prej omenil, naravnani na tak način delovanja, zaradi tega, ker pri človeku, ki ga je strah, hitreje nekaj dosežeš. In to je razlog, da je strah sredstvo doseganja. Strah je zato dominantno čustvo. Strah je dominantno čustvo pri mnogih ljudeh, dominanten odziv na spremembe. To se pravi, ko pride neka sprememba v življenju odraslega človeka, se večina ljudi na tem planetu avtomatsko odzove s strahom, zaradi tega, ker so tako naučeni, zaradi tega, ker povsod videvajo, da je sprememba slaba, ker jih povsod nekdo straši s spremembo, zato potem s časom odrasel človek ustvari neko psiho, ki ga je strah sprememb,
ki ga je strah razvoja, napredka in zato je strah tako močno prisoten v tem svetu. Jaz mislim, da to je malo fenomen planeta Zemlje. Mislim, da moramo tudi kot planetarno prebivalstvo začeti aktivno delati na tem, zato bi ti danes rad tukaj še enkrat čestito, ker delaš na tem, ker si se odločila, da razrešuješ svoje strahove in to je res pomemben v tem obdobju zgodovine, v tem obdobju časa vesolja, če lahko rečem. In tako se čustven sistem človeka, to se pravi človek, ki dolg časa živi v nekem prestrašenem okolju, kjer je strah že čisto normalen, kjer je strah normalno začetek vsake nove postelovščine, se v bistvu čustven sistem človeka temu prilagodi in strah postavi kot izhodišče mnogih ostalih občutkov. Zaradi tega, če pogledaš, vsi negativni občutki, ki jih imamo ljudje ali pa jih nekdo začuti v sebi, izhajajo iz strahu. Jeza. Zakaj nastane jeza? Jeza je takrat, ko te je v bistvu strah, da ne bo po tvoje. Razočaranje. Kdaj nastane razočaranje? Takrat, ko te je strah, da se nekaj ne bo zgodilo tako, kot si pričakovala. Kdaj se ljubosumnost vklopi? Ljubosumnost se vklopi takrat, ko te je strah, da ti bo nekdo nekaj vzel ali pa da ti bo nekaj odvzeto strani nekoga. Kdaj se vklopi žalost? Žalost se vklopi takrat, ko te je strah, da zate ne bo poskrbljeno. Vedno, ko govorimo o težkih občutkih, ki jih imamo ljudje, pridemo na koncu do strahu. Tako vse poti vodijo v Rim, pri težkih občutkih pa vse poti vodijo k strahu. Res izvira vse iz strahov. Zato je to pomembno, da se danes te stvari pogovorimo, ker potem, če ti razrešiš strahove v svojem življenju, pa ti lahko razrešiš večino ostalih občutkov avtomatsko, večino ostalih stvari se lahko avtomatsko v tvojem življenju umiri, ker je strah ta korn energija, ki napaja večino občutkov. Zato imam spet domačo nalogo zate. Domača naloga zate je, danes bo kar dosti veliko domačih nalog in jaz res čutim, da je prav, da jih narediš in da se potrudiš za njih, ker ti bo dale res pomembne odgovore. Tvoja domača naloga zdaj je, da poglej, kje v svoji okolici najdeš strah. Kje v svoji okolici se nahaja strah, katerega ti na nezaveden ali pa zaveden način kopiraš nase. To se pravi, kje v tvoji okolici je vir strahu, ki vpliva tudi na te, zaradi tega, ker si prisoten v njegovi bližini. Tvoja naloga je, da skeniraš okolico. To je tvoja naloga. Tvoja naloga je, da skeniraš celotno svojo okolico. Poglej ljudi v svoji okolici, poglej vplive, informacije, ki so v tvoji okolici, poglej tradicijo v tvoji okolici, poglej vse, kar se nahaja v tvoji okolici in poglej ali preveri, ali je kje kakšen vir strahu. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, da poskrbiš, da ne boš programirana s tem strahom. Ker pri človeku je pa tako, če se človek znajde ob nekom, ki ima strah, bo nehote, ali želi ali ne, ta strah začel njega spreminjati. Če se ti znajdeš ob ljudeh, ki jih je strah nečesa, ti bo ti ljudje začeli glede te stvari, ne glede na to, koliko si osebnostno močna, sidrati strah. Pa tukaj ne gre se za to, za nič druga, kot se gre za osnovno fiziko energije. Če je neka stvar izpostavljena drugi energiji dovolj dolgo časa, bo ta druga energija na prvi energiji pustila sled. Saj na prvi pogled tudi ne zgleda, da lahko voda zlomi železo. Železo je trdno, voda je pa tekoča. Ampak, če na železo voda kaplja desetletja in desetletja, bo železo zarjavelo in v nekem trenutku bo sprahnelo in bo v bistvu voda sprahnela železo. In isto je strahovi. Ne glede na to, koliko si ti osebnostno močna, ne glede na to, koliko močno psiho imaš, manifestacijski ki smo ga delali prejšnji mesec, ne glede na to, koliko je tvoja karizma močna, če si pod konstantnim vplivom zastraševanja ali strahu, se bo v nekem trenutku začela spreminjati tvoja podzavest. In tvoj čustven sistem se bo začel programirati s strahom in na globokih nivojih tebe se bo začela ustvarjati prestrašena resnica. Zaradi tega rabiš skenirati svojo okolico, ves čas bodi pozorna, kje v tvoji okolici so viri strahov in potem te vire ali ugasni, če jih lahko ugasneš,
ali za svojo inteligenco in nasveti spremen. Naprimer, zdaj v tem mesecu ti bom dal veliko nasvetov, ki jih lahko daš ljudem v tvojem življenju, zato da te nehajo zastraševati. Če pa ne moreš vira ugasniti, se pa umakni. Zato rabiš vedeti, kakšna je tvoja okolica. Ne moreš si privoščiti v svojem življenju biti preblizu viru strahov drugih ljudi ali pa okolice. Zaradi tega poglej, kateri strah imaš v svojem življenju in poglej, ali mogoče ga ne napaja nek vir v tvojih okoliščinah. Poglej, kateri strahovi iz okolice prihajajo v tvoje življenje. Predvsem moraš ugotoviti, iz kje izhajajo. Ko ti enkrat ugotoviš, kje je referenčna točka, kje je vir neke energije, vir neke okoliščine, takrat imaš pa ti realne šanse, da ta vir ugasneš. Naprimer, če ti stojiš pred gozdom, rečemo, da je noč, da je črna noč, da je temna noč, in ti stojiš pred gozdom in slišiš volka, ki tuli v gozdu, ampak ga ne vidiš, ampak ga samo slišiš, zaradi tega, ker je trda tema, se znotraj tebe avtomatsko pojavi nesigurnost. Zaradi tega, ker ne veš, kje je volk, ne veš, koliko je daleč, ne veš, ali je krvoločen, ali je lačen, ne vidiš njegove telesne govorice, ne veš, ali te gleda, ali te ne gleda, ali te je opazil, ali te ni opazil, zaradi tega se ti avtomatsko sproži strah. Če pa ti stojiš v gozdu, in zaslišiš volka in je dan in vidiš, da volk tam na drugi strani gozda na neki jasi stoji in si liže noge in malo tuli, zaradi tega, ker se pogovarja z volkom iz drugega gozda, potem te pa ni strah, ker veš, kje je volk, in zdaj bom šla po tej strani, bom šel po tej strani, se bom umaknila in imaš realno situacijo razrešiti okoliščino. In tako, prosim, poglej svoje življenje. Vedno poglej svoje življenje, kateri viri, kakšne energije so v njem. In če vidiš, da so viri strahu, razmisli, ali jih lahko gasneš, ali se pa umakne. In to je ful prijetna domača naloga, ker ti bo pomagala realno moč nad strahovi dobiti nazaj v tvojem življenju. In to je prva domača naloga. Potem imaš pa še drugo domačo nalogo. Druga domača naloga je, da načrtno izbiraj ljudi, s katerimi se družiš. Načrtno. To se pravi, vedno poglej, kdo vpliva na te in kako. In potem se na podlagi vpliva, ki ga ima nekdo nad tabo, odloči, ali boš v življenju blizu njega ali nje, ali stran od njega ali nje. In če prepoznaš negativen vpliv strahu, takoj zaustavi ta negativen vpliv. Če te nekdo v življenju zastrašuje ali pa programira strahom ali pa samo svoj strah projicira na te, bod pozorna na to osebo. Torej, kdo so ljudje, s katerimi se družiš? To je prva stvar, kar rabiš ugotoviti. Druga stvar, poglej, kakšne strahove imajo. Ker če se močno druži z njimi, obstaja zelo velika verjetnost, da boš v nekem trenutku prezela njihove strahove. Če nezavestno, pa nezavedno 100%, ker nezavedni pa kar vleče iz okolice, včasih kar brez filtra, kar nalaga nase in tudi, če nimaš ti nekega strahu, ga boš na nekem delu sebe začutila, zaradi tega, ker ga nekdo ob tebi izraža dlje časa. To se pravi, tukaj imaš par postavk ljudi v tvojem življenju in res poglej, od bližnjih, od bližnje družine, od partnerjev, prijateljev, sodelavcev, sosedov, vse poglej, s katerimi imaš stik. Naprimer, jaz sem na Facebooku tako. Na Facebooku ponovadi objavljam zelo take inspirativne objave, motivacijske objave, vedno ima vsaka objava namen, tako da spremljam moj Facebook, ker imam res dobre stvari gor. Ampak včasih vidim pa kakšnega človeka, ki je zelo ekstra negativen, zelo ekstra obsujajoč. In čeprav ne gledam jaz, ponovadi ne gledam objav ljudi na Facebooku in jih ne berem, ampak včasih pa začutim, da moram kakšnega človeka odfriendati, odprijateljiti, zaradi tega, ker enostavno ne želim imeti tega vira njegove energije pri sebi na svojem profilu. Tudi na tak način ti tudi svoje življenje poštimi. Poglej in boš videla, da se boš začel umirjati, ker nekaj bojo strahovi v tebi začel izgubljati moč in bo vse začel padati na svoje mesto. Super, se vidimo v naslednjem videu.